Slišali smo, da omejujemo svobodo delovanja sindikata. Ja, s čim? S tem, da se članarina naj plačuje tisti, ki jo želi, tistemu sindikatu, ki jo želi. Danes spomnim bivše koalicije o zakonu o zdravniški službi, ki je omejila stavko Fidesa, ko je razširila obseg storitev, ki jih morajo zdravniki delati med stavko. Z zakonom ste omejili delovanje sindikatov in pravico do stavke. In danes moralizirate o tem, da omejujemo delovanje sindikatov s tem, ko rečemo, da naj plačajo sami s položnico tistemu sindikatu, ki želijo. In pravite, da gre za neodvisne sindikate, ki jih mi sicer usmerjamo v levo politično stran. Branimir Štrukelj, šef Sviza, je kandidiral na listi Levice. In pol vi meni, da jim mi porivamo na levo stran. Član, torej šef sindikata Sviza je kandidiral na listi Levice. Ja, kam ga naj postavim? Na desno stran? Ne, ni problem. A to pa ni problem. Ne, sindikati lahko kandidirajo, kdor če, pa se delimo, da so neodvisni. Mislim, dajte pijakarske te plašnice dol, pa se malo poglejte. Tako da ne mi govorite o neodvisnosti sindikatov, vsaj določenih, to je črno na belem. Ne mi govorite o hitrenju in maščevanju, ker pravim, lahko se vrnemo od 22 do leta 26, pa začnemo kar naštevati o hitenju in maščevanju. Eno je samo zakon o zdravniški službi in omejitev stavke zdravnikom, kar je tudi ustavno sodišče povedalo, da je protiustavno. Tukaj pa gre za to, da pač članarino naj plačuje tisti, ki jo želi, tistemu sindikatu, ki jo želi. Nihče ne bo rekel, da ne smejo stavkati, nihče ne pravi, da ne smejo zbirati podpisov, nihče ne pravi, da ne smejo zbirati članarine in nihče ne pravi, da ne smejo biti člani sindikatov. Lahko so transparentno, o reprezentativnosti sindikatov je pa že Janez Cigler Kralj povedal, tudi to je treba pogledati.